Najlepše se zahvaljujem akademiku profesorju dr. Jožetu Krašovcu za to nazorno predstavitev nastajanja prevoda in morda bi lahko ta trenutek, ko je vse končano, najlepše povzel vers Raineja Marije Rilkeja iz njegove zbirke Das Stundenbuch, knjiga ur, ko pravi Und jedes Werden stand still. In vse je nastajanje obstalo in upam, da bo zdaj tudi kakšen manjši predah, profesor Krašovec. V imenu vseh nas iskrene čestitke za to veliko strokovno in duhovno delo. Sopranistka profesorica doktorica Irena Avsenik-Nabergoj in citrarka Tanja Zajc-Zupan pa sta za svojo tretjo glasbeno obogatitev te slovesnosti izbrali slovito Aleluja, eno najbolj znanih pesmi kanadskega pesnika in pevca Leonarda Cohena iz leta 1984. Aleluja, kot vemo, v hebrejščini pomeni slava Bogu in se v pesmi pojavlja v različnih kontekstih ter se tako dotika univerzalnih človeških izkušenj, kot so ljubezen, izguba in želja, človekovo iskanje vere in smisla. Želim vam veliko glasbenega užitka. Časih
Hvala lepa obema umetnicama. Monsignor izredni profesor dr. Maksimilijan Matjaž se je na predlog akademika Krašovca kmalu po končanem študiju na Teološki fakulteti podal na specialistični študij na Papeški biblični inštitut v Jeruzalem. Po končanem doktoratu na Univerzi Gregoriana o tematiki strahu v Markovem evangeliju in po objavi disertacije v Nemčiji je statusom asistenta začel predavati na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Takrat pa se je že začela priprava novega komentiranega prevoda Svetega pisma v jeruzalemski izdaji z odločitvijo, da skupina prevajalcev prevede najprej Novo zavezo. Dr. Matjaž je za izdajo Nove zaveze leta 2010 skupaj s patrom Miranom Špeličem prevedel vse 4 evangelije, kot smo danes že slišali. Miran Špelič je bil za to delo usposobljen, ker je vzporedno s teologijo na Univerzi v Ljubljani najprej končal študij klasične filologije, pozneje pa je z doktoratom končal specialistični študij na Inštitutu za patristiko v Rimu. V obdobju sklepne priprave celotnega prevoda in izdaje v eni knjigi sta Matjaž in Špelič prevedla še apostolska dela, večino Pavlovih pisem in knjigo Razodetja. Profesorja in škofa Matjaža sedaj vljudno vabim, da nam razodene skrivnosti njunega dela onkraj strahu v moči ljubezni. Prosim. Hvala lepa. Spoštovani visoki gostje, dragi kolegi in drage kolegice, dragi prijatelji, ob teh velikih in izčrpnih besedah in predstavitvi našega dragega profesorja Krašovca, očeta tega novega prevoda, bo vse to, kar bom skromno izrekel, samo nek vzdih, ki pa želi zazveneti kot res iskrena hvaležnost, da smo uspeli vstopiti v brazdo tako bogatega zgodovinskega prevajanja Svetega pisma v našem narodu. Zato se želim v svojem tem nastopu predvsem iskreno pokloniti vsem rodovom naših prevajalcev. Dovolite, da to izrazim z mislijo svetega Hieronima, ki si jo je prisvojil eden velikih sinov tega našega rodu, profesor Matija Slavič, eden prvih rektorjev Ljubljanske univerze, oče tako imenovane mariborske izdaje Svetega pisma. Pravi: nikakor ne obsojam starih prevajalcev, ampak hvaležno in koristno uporabljam trud naših prednikov. Po drugem Vatikanskem koncilu se je v srednjeevropskem prostoru pojavilo veliko pobud in iskanj na področju prevajanja Svetega pisma. Že omenjena koncilska konstitucija Dei Verbum je postavila svetopismo spet v središče krščanskega življenja in liturgije ter poudarila odgovornost vseh kristjanov za dobre svetopisemske prevode. Tako je nastala velika zgodovinska priložnost za ponovno zbliževanje med ločenimi cerkvami. Del tega procesa se je odvijal tudi na Slovenskem. Njegov sad sta oba zadnja prevajalska prevoda, kako smo slišali, slovenski standardni prevod in svetopismo Jeruzalemska izdaja. Odločitev za nov komentiran prevod Svetega pisma leta 2006, komaj 10 let po izdaji standardnega prevoda, je pri marsikomu prebudil začudenje. Dala pa nam je ta odločitev novo priložnost za temeljit pregled dosedanjega dela in novo uskladitev aplikacij klasičnega načela formalnega ekvivalentnega prevajanja Svetega pisma. Na vprašanje, zakaj tako hitro, je možno več odgovorov. Dejstvo je, da se svetopisemska znanost v zadnjih 10 letih
desetletjih, lahko rečemo v zadnjem stoletju, razvija izredno hitro. Pojavljajo se nova odkritja antičnih tekstov, razvija se tehnika njihovih raziskav, predvsem pa se je z razvojem digitalizacije izredno povečala dostopnost do virov in prevodov, kar po eni strani delo prevajalcev olajša, po drugi strani pa ga z širjenjem prevodnih in pomenskih horizontov postavlja pred nove izzive. Vsekakor je jezik nekaj živega in je tudi prevod Svetega pisma živ organizem, ter zato nikoli dokončano delo. Vsaka generacija mora vedno znova prevajati njegovo točnost in pomensko ustreznost. Prevod Svetega pisma tako že po definiciji predpostavlja neprekinjeno medgeneracijsko sodelovanje. Končno nam je priprava novega prevoda dala priložnost, da smo vključili nove sodelavce različnih strokovnih profilov. Potreba po novem prevodu, ki bo upošteval tudi posebnosti bogoslužne rabe svetopisemskih besedil, pa se je pojavila že leta 1997, ko je začela delo skupina za pripravo liturgičnih knjig pod vodstvom kolega Špeliča. Ker je prav bogoslužje izvirni kraj nastajanja večine bibličnih tekstov, tako imenovanih Zic im Leben, spadajo liturgični kriteriji k konstitutivnim elementom prevajanja in interpretacije. Marsikatera prevajalska rešitev v prejšnjem prevodu je bila sad kompromisa različnih strokovnjakov, ki pa niso vedno ustrezale bogoslužnemu kontekstu. Prevelika vnema za posodabljanje prevoda nujno pripelje do njegovega osiromašenja. Močan vpliv na tak način prevajanja pri nas so imela gotovo tudi dogajanja v našem sosedstvu, še posebej na nemškem jezikovnem področju v 70. letih, kjer so se povezali katoliški in protestantski strokovnjaki v ekumenskem projektu enotnega prevoda, tako imenovanega Einheitsübersetzung, z namenom, da pripravijo enotno in sodoben prevod za vse nemško govoreče dežele, ki bi bil sprejemljiv tudi za vse krščanske skupnosti. Poskusi, da bi dinamično in enotno oziroma nadkonfesionalno prevajanje Svetega pisma postala neka prevladujoča usmeritev, se niso uveljavili ne pri nas in ne drugod po Evropi. Liturgična raba svetopisemskih besedil zahteva namreč skrajno občutljivost za dosledno ravnovesje med izvirnikom in prevodno obliko, in to ne samo v semantičnem, temveč tudi v slogovnem in oblikovnem pogledu. Liturgična besedila so namreč močno zakoreninjena v narodovem spominu in so del izvorne narodove kulture. To še posebej velja za novozavezna besedila. Vsako premočno eksperimentiranje v iskanju novih izraznih oblik je zato nevarno, se lahko doseže prav nasproten učinek od namena prevajalca. Sodobne oblike pogosto ne izčrpajo bogatstva svetopisemske metafore in imajo večinoma zelo kratko življenjsko dobo. Bogoslužni jezik pa mora ohranjati patino starega, slog sakralnega, k kateremu prispeva tudi klasična oblika in klasični izraz. Vodilna načela prevajanja novozaveznih besedil novega slovenskega prevoda Svetega pisma ostajajo podobna kot v predhodnem prevodu. Doseči še večjo točnost prevoda in usklajenost med vsemi knjigami, natančnejše upoštevanje svetopisemskih literarnih vrst, sloga in retorike, pri tem pa se izogibati
nepotrebnim mašilom, poenotite besedišče, dosledna standardizacija lastnih imen in podobno. Tudi dosledno vztrajanje na etimološkem principu lahko pripelje do velikih nesmislov in okorelosti. Hkrati pa ne ustreza niti novozavezni grščini sami, ki je poznala za mnoge izraze zelo široka pomenska polja, ki jih klasična grščina še ni ali ni več poznala. Večjo pozornost smo posvečali razmerju do starejših prevodov Svetega pisma, tako do patrističnih kot do slovenskih, ter iskanju primernih oblik in jezika tudi za zborno, pevsko in drugo bogoslužno uporabo, ki daje potem bogoslužju posebno težo. Prav zaradi bogoslužne uporabe besedil smo želeli v prevodu ohraniti določene klasično uveljavljene izraze. Iz teh razlogov je kot slovenska osnova imela pomembno vlogo prav mariborski prevod, mariborska izdaja Svetega pisma iz leta 1958, ki se je že upirala na izvorno jeruzalemsko izdajo, sicer ne še v celoti, iz leta 1947. In se ta prevod namreč večinoma še sedaj uporablja v slovenskem bogoslužju. Odnos do izročila še posebno jasno odraža tudi narava in obseg uvodov, sintetičnih opomb k vsem temeljnim teološkim pojmom ter obsežni nabor referenc, s pomočjo katerih se svetopismo po judovskem načelu interpretira samo v sebi in se tako zmanjša nevarnost ideološke interpretacije. Katoliški prevod je prišel do izraza tudi v tematskih poudarkih naslovov posameznih odlomkov in enot, ki upoštevajo celoto Svetega pisma in izročila. V prvi fazi, kakor smo že slišali, novega prevoda, nove zaveze smo pozornost posvetili prevodu Evangelija, v drugi fazi in pa še preostalem delu nove zaveze, še posebej apostolskem delu in nekaterim pismom. V končni fazi zadnjih 2 let smo celoto še enkrat temeljito uskladili z vsemi detajli, tako v prevodnih, vsebinskih kot v formalnem smislu. Glede na specifičnost Pavlovih pisem, kjer igra močno vlogo individualni slog avtorja, je bilo potrebno marsikdaj izpeljati tudi širšo teološko kritično študijo posameznih tem in težje razumljivih mest. Pri tem smo upoštevali tako najboljše svetovne komentarje kot tekstno-kritične različice ter intertekstualno primerjavo recepcij besedil v najstarejši tradiciji in v sodobnih raziskavah. Seveda pa ostaja vsako človeško delo nepopolno in nedokončano. Še posebej velja to za ukvarjanje s knjigo Navdiha, ki vedno neskončno prisega in presega človeške predstave. Z velikim veseljem in z dolžno miro hvaležnosti in ponižnosti, da smo smeli sodelovati v tem projektu, izročamo danes svoje delo slovenski javnosti in novi generaciji prevajalcev in strokovnjakov, ki bo naše delo gotovo z odličnostjo nadaljevalo. Hvala. Prisrčna hvala monsinjorju, izrednemu profesorju, doktorju Maksimiljanu Matjažu in seveda tako njemu kot ostalim članom prevajalske ekipe naše iskrene čestitke.
Po dogovoru z vodstvom Glasbene matice bomo dogodek izida novega prevoda Svetega pisma slovesno obeležili s koncertom Pasiona po Janezu Johana Sebastiana Bacha, ki smo ga danes že omenili, ki sodi med kanonska dela svetovne glasbene in kulturne dediščine naše civilizacije in ki bo v izvedbi mednarodno uveljavljenih solistov iz Slovenije in tujine na sporedu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma 17. marca ob 19:30, torej lepo vabljeni. Ob tem pa se vodstvu Glasbene matice zahvaljujemo za prijazno vabilo, da se koncerta udeležimo s posebno pozornostjo na dogodek izida novega prevoda, kot so tudi zapisali v koncertnem listu. Za izven naše kratke a lepe slovesnosti pa bomo sedaj slišali eno najlepših, najbolj ganljivih pesmi, ki jo je norveški skladatelj Rolf Løvland napisal v sodelovanju z irskim besedilopiscem Brendanom Grahamom z naslovom Ko dvigneš me, You Raise Me Up, ki ima globoko duhovno sporočilo. Želim vam veliko užitka. Hvala lepa profesorici doktorici Ireni Avsenik-Nabergoj in citrarki Tanji Zajc-Zupan za to čudovito izvajanje za zven lepega slovenskega glasbila Citer danes. Hvala vsem vam, ki ste se udeležili predstavitve novega prevoda knjige knjig Svetega pisma. Hvala vsem govornikom za vaš pomenljiv in dragocen prispevek predstavitvi jeruzalemske izdaje Svetega pisma v slovenskem jeziku. In z veseljem lahko zaključimo z mislijo, da smo z izidom celotnega ekumenskega prevoda Svetega pisma leta 1996 in sedaj celotnega prevoda
po jeruzalemski izdaji v dokončni verziji, torej leta 2024, v Sloveniji dobili 2 dragocena priročnika, ki se dopolnjujeta in veljata kot zanesljiva vodnika za vsa temeljna vprašanja duhovne izkušnje, življenja ter kulture. Želimo vam veliko radosti in globine ob njunem prebiranju in vas sedaj lepo vabimo na sprejem in prijateljski klepet. Vse dobro še naprej. Hvala.